Lep dober večer vsem skupaj. Spet smo skupaj, da bomo poslušali eno dobro predavanje profesorja, docenta, dr. Platonjaka, ki nam bo spregovoril o drugačnosti, o kristjanu in o njegovem duhovnem življenju. Nekaj besed o profesorju. Docent dr. Ivan Platonjak je bil po diplomi na Teološki fakulteti v Ljubljani leta 1989 posvečen za duhovnika v Škofiji Maribor. Podiplomski študij duhovnosti je opravil na Inštitutu za krščansko duhovnost v Zagrebu in na Inštitutu za duhovnost Papeške univerze Gregoriana v Rimu, kjer je leta 2001 tudi doktoriral. Po vrnitvi iz Rima je začel poučevati duhovno teologijo na Teološki fakulteti v Ljubljani in bil 3 leta spiritual v Slomškovem malem semenišču v Mariboru. Leta 2005 je vstopil v novicijat Družbe Jezusove. Sedaj nadaljuje s poučevanjem na Teološki fakulteti v Ljubljani, kjer vodi enoletni študijski program duhovnega izpopolnjevanja. Ukvarja se predvsem s proučevanjem osnov krščanske duhovnosti ter duhovnosti duhovnikov, oseb posvečenega življenja in laikov, še posebej zakoncev in družine, duhovnim spremljanjem posameznikov in skupin, predvsem zakonskih skupin v okviru najine poti ter družine in življenja. Vodi uvajanje v duhovno življenje in različne duhovne vaje. Sodeluje pri izobraževanju duhovnih spremljevalcev in skrbi za ponudbo različnih programov na področju duhovne formacije, izobraževanja in pomoči v okviru Ignacijanskega središča duhovnosti in Ignacijevega doma duhovnosti in usposabljanja v Zavodu svetega Ignacija. Profesor, prosim za nadaljnje. Hvala, Ana. Vas povabim, da bi v začetku mogoče preprosto ustavili za 1 minuto in v tišini začutili sebe in Boga, v katerem živimo, se gibamo in smo. Naredimo znamenje križa, imeno Očeta, Sina in Svetega Duha. Ozavestimo vse tisto, kar nosimo v sebi, kar smo prinesli sem v to dvorano, v to naše skupno srečanje, premišljevanje. Vse to, kar nosimo v sebi in s čimer smo se tukaj zbrali, povabimo Svetega Duha, da nas on razsvetljuje, odpira, da nas on vodi in poučuje tudi tej 1,5 uri, ki bomo lahko skupaj preživeli. Pridi, Sveti Duh, napolni srca svojih vernih in živnih ogenj svoje ljubezni. Pošlji svojega Duha
in krojeni bomo in prenoj boš obliče zemlje. Molimo. Bog naš Oče, Sveti Duh nas osvetuje in uči, naj nam pomaga, da bomo v življenju spoznali, kaj je prav in se radi sprejema njegove spodbude po Kristusu, našem Gospodu. Poskušali bomo počasi vstopiti v to temo, ki nosi naslov Kristjan, drugačnost in duhovno življenje. Pa poglejmo, kakšen odnos ima Jezus do drugačnosti. Kako pravzaprav on sprejema drugačnost in kako nas tudi uči skozi tisto, kar je živel takrat med apostoli in živi sedaj med nami kot stari, večno živi Kristus, isti včeraj, danes in jutri. Prisluhnimo najprej odlomku iz Janezovega evangelija. Peter se je obrnil in videl, da gre za njima učenec, ki ga je Jezus ljubil, in se je pri večeri naslonil na njegove rame, prsi mu rekel: Gospod, kdo je tisti, ki te bo izdal? Ko ga je Peter zagledal, je rekel Jezusu: Gospod, kaj pa ta? Jezus mu je dejal: Če hočem, da ostane, dokler ne pridem, kaj ti to mar? Ti hodi za menoj. Kakor imamo običajno vedno težave sprejemati drugačnost do drugega, tako je imel tudi Peter. Kako sprejeti Janeza, ki je bil nekje res posebej ljubljen in po drugi strani pa je tudi ostal zvest Jezusu tudi pod križem, kar Peter ni ostal. In Peter je nekje kar padel v to skušnjavo se zanimati, kaj bo pa z onim, ne? Kaj bo pa s tem Janezom. In Jezus mu reče: kaj ti mar, ne? Kaj se toliko oziraš na druge? Sprejmi pač njegovo pot tak, kot je, ti si odgovoren zase, ne? Za svoje življenje, za to, da hodiš za menoj. On je odgovoren tudi zase. Gotovo, kristjani smo bratje in sestre v Kristusu in smo tudi odgovorni drug za drugega. Toda ne tako, da se kar ukvarjamo z drugimi, ne? Ampak da drugim pomagamo tudi svojo zvestobo, svojo hojo za Kristusom, da bi lahko hodili. Ne da bi se poveševali na druge, ne da bi se poniževali. In Jezus nas prav k temu vabi. Ne v smislu, kaj ti mar, kakor je rekel Kain, ali sem jaz varuh svojega brata. Ne, ampak kaj ti mar v tem smislu, kaj se zdaj toliko ukvarjaš z njim? Glej, ti si dobil poslanstvo, ti si doživel to izvolitev v meni, živi to. In ne zdaj glej, ali on je tudi tak, ali je on tako ljubljen, ali je manj ljubljen, pač skušam jaz živeti tisto, kar je. In sprejeti svojo pot in sprejeti tudi pot drugega. To je nekje tisto, kar se dogaja nami tudi v skupnosti kristjanov, ne? Kako včasih težko puščamo to svobodo drug drugemu. Če pogledamo pa drugo, je pa nekje, kako sprejemati drugačnost čisto tistih, ki so izven tudi naše skupnosti, našega občestva, ali župnije, ali katerekoli skupnosti kristjanov. Je zanimiv ta odlomek tudi iz Markovega evangelija, ko pravi, Janez reče Jezusu: Učitelj, nekoga smo videli, da je v tvojem imenu izganjal demone in smo mu branili, ker ni hodil za nami.
Jezus pa je rekel, ne branite mu, nihče namreč ne more storiti mogočnega dela v mojem imenu in takoj grdo govoriti o meni. Kdo ni proti nam, je za nas. Kdo vam da piti kozarec vode zaradi imena, ker ste Kristusovi, resnično povem vam, zagotovo ne bo izgubil svojega plačila. Tukaj nam zopet ta situacija kaže, kako so apostoli se imeli za neke izvoljence, izbrane. In niso mogli prenesti, da nekdo drugi, ki ne hodi z njimi, ki ni ta Jezusov učenec, ni bil izbran od Jezusa, da hodi z njim, v Jezusu imenu nekaj naredi dobrega, mogočnega. In so mu hoteli celo prepovedati. Jezus spet pokaže to svobodo. In to, da dopušča vsakemu, da se lahko obrača nanj, da lahko v njegovem imenu zaradi njega tudi dela velika dela. In nas tako vabi, da bi tudi mi bili široki, bili odprti tudi do tistih, ki so izven naših skupnosti, da bi mogli videti tudi to, da smejo delati dobro. Kristjani smo imeli kar dolgo časa težave, posebej tudi katoličani, ali pravoslavni, ali protestanti. Videti, da Kristus enako živo deluje eni, drugi, tretji cerkvi in raznih cerkvah. In je bilo res žalostno slišati, mi je enkrat ena gospa rekla, sem mislila, da smo samo mi kristjani, katoličani. Ne? In se včasih res nehote smo se ujeli, ne? Katoliška cerkev, edina prava in tako naprej. Ampak Kristus je enako tudi navzoč pri drugih kristjanih. In jim tudi jih podpira v njihovem delu, njihovi zvestobi njemu, zaupanju njega. In želi, da bi videli tudi pri drugih kristjanih tisto dobro, lepo, kar je in se uresničuje. Da bi supali tudi poučevati, zato tudi je po drugem Vatikanskem koncilu toliko v spredje prišel ekumenizem, da bi odkrili, kako tudi različne cerkvene tradicije, različne hoje za Kristusom pomagajo, da bi vsak izmed nas odkril, čem lahko še večjem polnosti hodi za Kristusom. In da nihče polnosti ne uresniči tistega, kar je Jezus živel in želi, da bi živeli tudi kot kristjani. Predvsem, da bi upali sprejeti te različne hoje za Jezusom Kristusom. In še tretji primer, ki govori prav o tem, kako Jezus pa gleda tudi na tiste, ki pa niti vanj po eni strani niso pripadali judovskemu ljudstvu, ne? Ki so jih imeli pogani. In je zelo zanimiv prav ta odlomek, ki ga vsi poznamo, ne? Ko govori o kananski ženi. Ne? Pa še prisluhnimo temu odlomku. Jezus je odšel od tam in se umaknil Tirsko in Sidonsko pokrajino. In glej, prišla je kananska žena iz tistih krajev in vpila: Gospod, Davidov sin, usmili se me, mojo hčer zelo mučijo demoni. Vendar ji ni odgovoril niti besede. Tedaj so pristopili njegovi učenci in so ga prosili: odpravi jo, ker vpije za nami. Odgovoril je in dejal: poslan sem le k izgubljenim ovcam izove hiše. Prišla je, padla preden in rekla: Gospod, pomagaj mi. Odgovoril je in dejal: ni lepo jemati kruh otrokom in ga metati psom. Ona pa je rekla: tako je, Gospod, pa vendar, tudi psi jedo od drobtinic, ki padajo z mize njihovih gospodarjev. Tedaj je Jezus odgovoril:
Rekel je, o žena, velika je tvoja vera. Zgodi naj se ti, kakor želiš. In njena hči je ozdravela tisto uro. Ta odlomek zelo različno odmeva v nas. Včasih se nam zdi, da je kakor Jezus zelo trd in neusmiljen, kakor da nima razumevanja. Po drugi strani pa lahko tudi vidimo, da je Jezus kot pravi človek, kot pravi Izraelec, ki se je zavedal izvoljenosti izraelskega ljudstva in temu, da je on poslan prav temu ljudstvu, ki je pričakovalo Mesija, da mu pomaga odkriti pravo podobo Boga, katerega so verovali in kaj je tisto temeljno, kar je v tej veri v njegovega očeta, tudi se učil, kako videti tudi poganih tisto lepo, dobro, tudi zmožnost globoke vere. Bi lahko rekli, kako da se je tudi Jezus kot človek dal poučiti in nekje odpreti svoje srce, iti preko tega, da smo včasih zaprti v tisto svoje, v tisto, kar se nam zdi, da je najbolj prav. Toda, če prisluhnemo drugemu, če se odpremo tudi tujcu, če se pogremo tudi tistim, ki se nam zdijo, da so brezvircemi, pogani, pa vendar potem, kakor Jezus, tudi mi skupaj z njim odkrijemo, kako globoka vera je v njih. Kako nekaj globoko pristnega, verskega nosijo v sebi. In tudi mi se lahko začudimo skupaj z Jezusom tej veri. In vidimo lahko tudi časih nekomu, ki ni kristjan, pravzaprav vzor, kako pravzaprav verovati. Tako so tudi nekateri kristjani se spreobrnili ob muslimanih in začeli verovati v Jezusa Kristusa. Ko so videli prav Charles de Foucault, je tak primer, ne, ki je v mladosti izgubil vero v Boga, ker je izgubil starše in je potem tako tudi ni mogel več verovati v Boga, ki je dober, ki je usmiljen, ki je ljubeč. In je potem postal tudi tako zelo nasilen, da tudi v tujski legiji, francoski vojski, ne, so ga mogli odpustiti zaradi prevelikega nasilja. In potem je šel raziskovati v Severni Afriki in se srečal z muslimani in z njihovo globoko vero. In ob tej srečanju z drugo vero, ne, z muslimani, je on odkril to presežnost, to veličino Boga. In to, kaj naredi, če se mu popolnoma preda nekdo, kako so se ti muslimani, ki jih je srečal. In je tako Bog ga preko muslimanov privedel k sebi, k temu, da je spoznal znova, kakšno bogatstvo je v veri v Jezusa Kristusa in njegovega očeta. Kako lahko v resnici včasih nas Bog vodi preko drugih tujcev in tudi tistih, ki jih lahko imamo za nevernike ali pa celo sovražnike krščanstva, pravzaprav k sebi in nam pomaga odkriti, kako je velik in čudovit in kako on zmore videti v vseh ljudi dobro in da tudi deluje v njih lahko Sveti Duh, čeprav ga ne poznajo in ne vejo zanj. Danes sem mislil zato prav nekje razmišljati skupaj z vami o tej naši poklicanosti kot kristjanov, da bi odkrivali bogatstvo naše medsebojne različnosti, drugačnosti, da bi odkrili, da je to nekaj zelo normalnega in prav, da smo tudi kot kristjani, tudi kot vsi, ki pripadamo katoliški cerkvi, med seboj zelo različni, drugačni.
in da to ni nič narobe, ampak da je to bogatstvo. Vsak izmed nas, vsak človek, pravi Svetopismo, je ustvarjen po Božji podobi in sličnosti. Se pravi, da vsak nosi to v sebi in je to temeljno. In nič, kar je, ni nastalo mimo Boga in njegove volje, kot pravi tudi modrostna knjiga in celo Svetopismo, je nastalo iz njegove ljubezni. Zato tudi hudi duh, hudič, nima neke popolne oblasti, ker tudi on je bil ustvarjen kako dober kot angel in se je sprevrgal in se je zaprl pred to Božjo dobroto in ni hotel več živeti to Božje služenje ljubezen. Zato, ko kristjani gledamo tudi na navzočnost hudega duha, skušnjavca, hudiča, vemo, on ni nekaj, kar bi obstajal tudi sam po sebi, ampak pravzaprav je sprevržanje, pomankanje dobrega, pomankanje Božje ljubezni. In kako v resnici lahko zaupamo, da je Bog večji, kakor on, kar je tudi pokazal Jezusu Kristusu. To, da noben človek ni, tudi če se prepusti zlo samo, hudič. Vsak nosi sebi Božjo podobo in nosi sebi tisto Božjo dobroto, ki jo Bog položi van. In hkrati tudi, ker je vsak izmed nas ustvarjen po Bogu, lahko verjamemo, da je vsak izmed nas tudi nekaj originalnega, nekaj edinstvenega. Bog ne dela kopij. Enkrat sem kot predavatelj pred leti rekel, da Bog ni kopirc. In so potem dali na spletno stran študente, da sem izjavil, da Bog ni kopirc. Se pravi, da bi nekje delal tako, da kopira nekaj, kar je naredil, potem pa naredi kopijo, kako delajo kopirci. Ne, on dela kot tisti, ki vsakega izmed nas ustvarja kot edinstvenega, kot svoj unikat. In je zato, kar smo že kdaj razmišljali in tako naprej, pomembno sprejeti ta unikat in se veseli tega. To pa ni tako enostavno, ker se takoj začnemo primerjati, to pa je takoj konec potem tega, ko se začnemo primerjati. Unikatov ne smemo primerjati in ni pravično jih primerjati, ker vsak nekaj edinstvenega. In zato tudi vsak kot unikat živi tudi svoj odnos do Boga, svoj edinstven odnos. Ni nekaj, kar bi bilo, se pravi, da bi lahko kdo izmed nas popolnoma enak odnos ustvaril z drugim. Kakor je pač tudi naše življenje, naši odnosi vedno nekaj edinstvenega. Je nekaj splošnih zakonitosti, hkrati pa vsak izmed nas živi edinstven odnos. Tako med prijatelji, tako v zakonu, tako v raznih skupnostih, vsak živi nekaj edinstvenega. In povabljeni smo prav temu, da bi upali sprejeti to svojo edinstveno pot. Toda v tem odnosu do Boga, tudi v tem poteh do Boga, tej veri v Boga, pa življenju z Bogom, lahko vidimo neke določene tudi sličnosti med eno ali drugim načinom, lahko damo malo skupine ljudi. Tako je James Martin v svoji knjigi Duhovno za vsak dan zapisal zanimivo pač razmišljanje, kako bi lahko rekli, da kristjani ali pa pač ljudje kot taki, vsi ljudje živimo ali pa hodimo k Bogu po 6 poteh. Pa sem v smislu tudi temu nekje skušal, da bi skupaj malo razmišljali. To ne velja samo za kristjane nas, katoličane, ampak velja tudi za druge vere, kajti vse posod je človek, ki skuša odkriti Boga in živeti svoje življenje z Bogom. Vsak v svoji tradiciji, svoji religiji. In lahko rekel, kako 6 poti odnosa do Boga, ali pa do Boga poti, lahko rekli,
da lahko govorimo morda tudi o 6 različnih duhovnosti, kako pravzaprav živimo to našo vero, ta odnos z Bogom. Kajti duhovnost pomeni pravzaprav to naše življenje z njim. Kako vse, kar je, kar živim, povezujem z Bogom in živim z Bogom. Na kakšen način povezujem vse, kar je vključeno v moj vsakdanjik, tudi v to, kako prihajam z vsem tem do Boga. Pa si poglejmo. Najbolj značilna pot Bogu je kakšna? Kaj mislite? Ki nam je najbolj logična. Prosim? Molitev. Ali pa, lahko rekel, pot vire, ne? Verujem, ne? Verujem Boga in je nekje tisto res najbolj običajno, ne? Da tisti, ki veruje, se bliža Bogu, je z Bogom in je nekako prav sam po sebi tudi umevno, ne? Da je človeku, ki veruje, Bog vedno del njegovega življenja. Tisti, ki verujemo, ki živimo svojo vero, že od rojstva naprej, ali bi rekel, že od spočetja naprej v svoji družini, ob svoji mami, očetu in tako naprej, je nekaj samo po sebi umevnega, da je Bog, da obstaja Bog, da je del našega življenja, da lahko vstopimo z njim odnos preko molitve, ko ste rekli, preko zakramentov, preko različnih obredov, preko različnih tudi pobožnosti in tako naprej. Ne. To je nekaj samo po sebi umevnega. In je nekje prednost tudi te poti tem, da imamo neko samozavest časih, prav gotovost. Bog je. In nas skoraj nič ne more prepričati v nasprotno. Ne. To je nekaj, kar nam je tako trdno, kot nekaj samo po sebi včasih tudi umevno, kar je tudi potem nevarnost. In je pravzaprav ta vera v Boga nekaj neizpodbitnega. Tudi ko pride trpljenje, stiske, se včasih malo zamaje, ampak nekje zmoremo tudi v vsem tem, kar se zgodi, videti njegovo navzočnost, njegovo voljo in živeti z njim. Še posebej je, lahko rekel, ima vsak izmed nas v svojem življenju mnoge ljudi tudi, ker vidi lahko, kako je v resnici vera nekaj živega, navzočega v življenju tistega človeka. No, James Martin v tej svoji knjigi daje primer jezuita, jezuita Walterja Čiška, ki je tu njegova knjiga tudi prevedena v slovenščino. Morda je kdo izmed vas bral, in je v Gulagu s Kristusom. To je jezuit, ki je preživel 20 let, celo več kot 20 let v taboriščih v Rusiji in je bil leta 1963 potem osvobojen in je lahko šel nazaj v Ameriko. In če berete tisto knjigo, ne, si lahko mislite, kako je to mogoče, da je preživel. Vam priporočam brati to knjigo, ne. Da začutite, da vidite to globino vere, ki je imel ta mož v sebi, ta jezuit. In ta jezuit je pravzaprav začel živeti svoje krščanstvo že kot otrok v svoji družini in je v svoji družini tudi zmogel v tej veri očeta in matere in še posebej molitvi matere začutiti svoj duhovniški poklic in je zaživel prav to krščanstvo v vsej radikalnosti. Opisuje potem tudi svojo krizo vire in tako naprej, ko je bil v samici in vse drugo, ko je težko prepustil svoje življenje popolnoma Bogu in sprejel to, da je tudi Božja volja in da ga Bog ima rad tudi s tem, da je tam v tistih taboriščih in da je prav, da je tam in da lahko tam največ naredi, če je z vsem srcem, sodušem, močjo, tam
je potem prav zaradi te vere lahko na koncu blagoslovil to Rusijo, ko je šel, in tudi potem, ko je bil v Ameriki, je nosil sebi neizmeren mir, veselje, nobene zagrenjenosti. Ko sem bil sam v Ameriki, na 3. probaciji, ko je del naše formacije izvidske zadnje, sem srečal tudi enega sobrata tam, ki je tudi živel s tem Walterjem še nekaj let. In rekel, tako mirnega, tako vedrega, tako spokojnega človeka, rekel, skoro nisem srečal. Pa je doživel taka nečloveška mučenja. Ja, kaj je vera v njem naredila in kako moč. In ko je pisal potem 2 knjigi, napisal vsem tem in je rekel, da so včasih prišli k njemu in ga spraševali, pa kako si lahko to vse preživel? Pravi, zaradi vere v Boga. Sprejel sem, da Bog želi, da sem tam in da je prav, da sem tam. Rekel, in večina si jih je obrnalo in rekla, ne morem verjeti. Ja, kaj pravzaprav lahko vera naredi? Da tako moč življenja. Toda James Martin pravi, pot vere je res nekaj čudovitega, ne? Krasnega. Toda tudi pot vere ima negativne strani. Kaj bi lahko bilo v poti vere nekaj negativnega, slabega? Pa to je nekaj najlepšega, da imamo vero, da živimo vero. Mislimo, da je samo ta pot prava, recimo. Ja, tako je. Mislimo, da je samo ta pot prava, ne? Da ni mogoče drugače. Ne? Ta neka samozaverovanost, ne? Da jaz vse vem točno, ne? In da imam neko gotovost vere, ne? Da ne sprejmem, da je vera skrivnost, da je Bog nekaj, kar je nedomljiva skrivnost, kateri se počasi lahko bliža. In če pogledamo in beremo evangelije, ne? In beremo Jezusovo življenje in Jezusove odnose do ljudi in tako naprej. Kateri ljudje niso mogli Jezusa sprijeti? Prosim? In kdo so bili farizeji? Učenjaki. Kaj so? Judje so bili učenjaki. To so bili najbolj pravoverni Judje. Se pravi, tisti, ki so najbolj prav živeli vero, postavo, ki so postavo uresničevali in jo poznali. Tudi pismovuk je imel problem, ne? Ki so bili učitelji postave tudi, ne? Se pravi, tisti, ki so najbolj točno vedeli in so vse poznali in so vedeli, kaj je prav. Z njimi je imel težave. Ni pa imel nobenih težav s kom. S tistimi, ki jih ti pravoverni niso mogli sprijeti, ne? Da so nečisti, da so nekje raja, da so pravzaprav neverni, ne? Da so nepravični in tako naprej. Ne? Tisti, ki bodo pogubljeni. In tisti grešniki, javni grešniki, izobčenci iz skupnosti, so se približali Jezusu lahko z upanjem in jih je vedno sprejel. Nikoli jih ni grajal. Nikoli jim ni rekel pobeljeni grobovi. Ne? Nikoli ni jim rekel gorje vam. Ampak je rekel, prišel sem zaradi vas, da bi odkrili, kako vas Oče ljubi in da bi sprejeli to ljubezen in živeli s to ljubeznijo. In tukaj je tisto, kar večkrat lahko pozabimo, ne? Da je pot vere, ne? V resnici ena pot do Boga, ki je čudovita in je Božji dar.
ker vera je Božji dan. Ne? In mnogokrat kdo reče, tudi meni je že kdo rekel, ja, blagor tebi, ki lahko veruješ. Ne? Sem bil na Cresu lansko polje jesen, tudi na predavanju, en simpozij, ne, in sem srečal tega Finca, tudi profesorja. Rekel, ja, vse to ti, kar govoriš o duhovnosti, krščanski duhovnosti in tako naprej, je nekaj tako lepega, tako čudovitega, ne? Ampak jaz tega ne morem verjeti. Ne morem sprijeti te poti. Jaz moram nekje drugače priti do tega, kar ti prihajaš preko vere. Ne? In nevarnost je, ne, da bi postali nesposobni razumeti druge poti, ne? Tudi do Boga, življenja. Drugačne poti življenja. Da postanemo pravzaprav lahko kot verniki domišljavi. Češ, jaz poznam Boga. Jaz točno vem, kaj je Božja volja. Jaz točno vem, kako je treba živeti. Ne? Ti, oni nič ne vejo, ne? So slepi, so gluhi. In se imamo lahko kot tiste, ja, kot pravi, okamenele izbrance. Ali kot pravi papež Frančišek, ne, da smo kakor predmeti v kaj že, teh muzejski elementi. Ne? Da smo lahko kristjani kot tisti muzejski elementi, ne, ki smo lepo razstavljeni, ne, kako so včasih tudi naše cerkve lahko kot lepi muzeji zgodovine, krščanstva, ne, in umetnosti, kakor pa da ti ljudje, ki noter pridejo, ne srečajo živega Boga, ne, ob vsem tem. Lepo, vse je dobro, vse je prav, ampak ne zaživi duh v njih. Jih to ne prebudi k Bogu. Ne? In tudi lahko je ta nevarnost tudi kot verniku, ne, da postanem samozadosten. Da meni je čist dovolj. Ne? In postajam pravzaprav lahko nehote v tej svoji zaverovanosti podoben farizejem, pismukam in tako naprej. Ne? Ki si lahko domišljam, kako so si farizeji, pismuki in drugi pravoverni rekli, ja, ne rabimo mi spreobrnenja, ne rabimo mi začeti drugače gledati, se vprašati, ali vidim jaz na pravi način, ali res jaz živim z Bogom svoje življenje, kako Bog želi, ali pa sem se v resnici kar nekaj razkomotil, nekaj ne, in ne vidim pravzaprav, da Bog mene tudi kliče, da bi na nov, svež način zaživel svoj odnos z njim. Ne? In se lahko sklicujem na sakramente, da jih imam, se lahko sklicujem na to, da hodim redno k maši in tako naprej. Ne? Kako so se takrat tudi Judje, pa je rekel Janez Krstnik, ne? Iz kamnov lahko obudi Bog nove potomce, ne? Mojzesove potomce, ne? Abrahamove potomce. Ne se zdaj nekaj sklicevati, ne? Na to, če ne tega živimo. In hkrati pa tudi lahko včasih ena otroška predstava o Bogu, ne? Da pravzaprav kot kristjani smo naredili verouk, ne? Lahko potem pa kar nekje ne rastemo v tej veri, ne se tudi izobražujemo, se ne dajemo poučiti, ne prihajamo pred Boga, da bi nas poučeval in nam pomagal odkrivati, kdo je On, vsej polnosti. Ne? In zato včasih prav tukaj lahko hitro pademo. Ne? Vi pokažete to, ravno to, tisto, da se zavedate, ne? Kako biti kristjan, biti vernik pomeni, da sem stalno na poti, da se dam poučevati, ne? Da sem učenec. Ne? In zato je tudi ta duhovna akademija kot taka, ne? Da bi lahko vsi kristjani tudi, ne? In vsi bili tudi iskalci, da bi ne bili tisti samozaverovanosti, ne? Saj že vse vem, saj mi je vse jasno. Da se upam tudi spraševati. Da upam tudi reči, ali že živim to, kar pravzaprav je Jezus Kristus pokazal,
in svojem duhu želi, da bi mi, jaz kot kristjan živeli. Ne? In da gremo na to pot, da na tej poti rastemo. Kajti drugače, če nekje tista otroška vera, lahko rekel tudi bolj otročja, ne? Ja, ko pridejo težke preizkušnje, ali pa to je ena tradicionalna vera, ne? Ko pridejo, se spremeni okolje in tako naprej, od te vire kar odpade. Ne? Takih primerov, ne, pač je gotovo veliko, jih vsi poznamo, ne? In smo tudi verjetno sami včasih tudi doživeli, ne? Kajti okrepi se naša vera večkrat ravno preko padca, ne? Ko vidimo, kako v resnici je krhka tudi ta naša pot vere, ne? Da ni to tako enostavno, da je to neka stalna dejavnost, ne? Da tudi v odnosu do Boga je treba vedno znova vlagati v ta odnos, ne? Si vzeti čas za ta odnos, biti z njim, živeti to, kot smo že lani premišljali, tudi kot prijateljstvo, človeško ali prijateljstvo z Bogom, ne? Da je tukaj stalna pot. Dobro, potem imamo drugo pot do Boga. James Martin je imenuje pot neodvisnosti. Kaj to pomeni? To pomeni, označuje tisto skupino ljudi, ki so radi nekje neodvisni, ne? Da pravzaprav ne prenesejo neke institucije, da nekako ne morejo sprejeti ali cerkve, ali tudi mošeje, ali pač druge institucije drugih religij, ne? Ampak se nekje hočejo živeti sami svoje življenje, hkrati pa verujejo Boga. Ne? Zato večkrat slišimo, ja, Kristus ja, cerkev ne. To je pač tudi ena pot. In lahko rekel, da je močna stran te poti, ne, tudi do Boga. Ne moramo reči, da ti ljudje ne živijo z Bogom, ne, kako da so to pa zdaj brezvjeci. Ne. Močna pot je, da so nekje ena zdrava neodvisnost, ne, da iščejo tisto samostojnost, avtonomnost te svoje poti. Da ne kar nekaj kopirajo, ali pa ne reče, ja, kako nekateri reče, ja, zakaj pa hodiš k maši? Ja, zato, ker so moji predniki hodili, bom tudi jaz hodil, ne? Ker je pač to v naši družini. Ja. To se pravi, da se nekje odvisel od neke tradicije, ne da bi premislil, ne da bi sam stopil na oseben odnos do tega, kar počnem, ne? Tudi do obhajanja zakramentov, tudi do nedeljske maše in vsega drugega. Ampak tak je tradicija, tak je najboljše in v tem ostaje. Ti ljudje, ki so neodvisni, ne sprejemajo tega, ne? In se opirajo temu, ne? In so zelo iskreni. In iskreno rečejo, jaz tega ne prenesem, ne? Jaz tega nočem. Ne? In je tukaj prav to, kar pravzaprav je nekaj velikega in ena spodbuda tudi njim, da potem tudi iščejo. In včasih potem tudi najdejo. Ampak vedno bodo ti ljudje nekje z eno kritičnostjo sprejemali institucijo, sprejemali eno skupnost, to da hkrati velikokrat zelo globoko živeli tudi svojo vero. In so nam lahko tudi večkrat v spodbudo, ko vidimo, kako tudi živijo svojo vero. Je pa tudi tukaj negativna stran, tudi nevarnosti. Taki ljudje večkrat so nevarnosti, da iščejo popolno skupnost. Se pravi, želijo najti skupnost, ki bo res živela to, kar uči. Mogoče ste že srečali kakšnega takega človeka, ne? Ali pa tudi včasih sami v to noter pridemo to skušnjavo, ko rečemo, ja, v cerkev naj hodijo samo tisti, ki verujejo trdno, drugi pa naj grejo. Rabimo
močne kristjane, rabimo vroče kristjane, ne? Vroča vera, ne pa neka mlačnost in tako naprej. Ne? Pa vendar, kdor išče nekje popolnost, ne? In da bo našel popolne kristjane, jih nikoli ne bo našel. Ne? Je Merton, veliki učitelj duhovnosti v Ameriki, ki je tudi nekaj prevedenih knjig o njem, pravi, da znamenje nekoga, da je poklican v redovno skupnost, biti redovnik, je to, da je zmožen sprejeti, da so tam v tisti skupnosti, katero skuša, samo bolj ali manj nepopolni patri ali pa sestre. Redovniki, Bolj ali manj nepopolni. Ne nekaj popolnih, pa nekaj nepopolnih, ampak bolj ali manj nepopolni. Vsi. In tako je pravzaprav tudi v življenju. Nobeden se ne bo mogel tudi poročiti, če ne bo sprejel, da je sam nepopoln, tudi tisti, s katerim želi deliti svoje življenje. In da oba potrebujeta medsebojno pomoč, da potrebujeta odpuščanje, da potrebujeta enostavno rast. In tako tudi v krščanstvu, v naših cerkvah, v naših župnijah in tako naprej, smo taki, kot smo. Bolj ali manj popolni. Bolj ali manj živimo vero v Jezusa Kristusa. Kajti drugače je še posebej lahko se doseli od ene cerkve do druge. James Martin pripoveduje o enem svojem prijatelju, ki je bil najprej v episkopalni cerkvi, pa se mu potem, tu so preveč družijo z bogatimi ljudmi, jaz ne bom hodil. In potem sliši, da v katoliško cerkev vidi, hodijo tudi bolj revni. In se približa katoliški cerkvi. Potem nekaj časa tam je, potem reče, tega jaz ne prenesem, kako je katoliška cerkev ozka, ne pusti, da bi se lahko ženske posvetile za duhovnike. To nikamor ne gre. In potem gre v budizmu. In nekaj časa se navduši nad budizmom in tako naprej, ampak tukaj ni Kristusa. Jaz ne morem brez Kristusa živeti. Potem gre spet v drugi cerkvi, eni protestantski, se ne spomnim točno, kateri kvietistični ali kateri, In potem tam, ker so posebej zelo tudi meditativna, kontemplacija in vse to, ampak spet tam nekaj ni pasalo. Potem spet drugo gre, spet tam ni pasalo in potem na koncu, ostal je doma, in ni bil nekje. In to je ta časih nevarnost te poti neodvisnosti. Da pravzaprav zaradi tega iskanja neke popolnosti, nepopolne skupnosti, pa brez tega, da vstopim en zavezujoč odnos in da se skupaj z drugimi trudim za to, kar pravzaprav izpovedujemo, verujemo in sprejmem to, da smo vsi nepopolni, potem pravzaprav se izključim in me vodi v propad, kako vsak perfekcionizem, kjerkoli ga živimo. Ne samo v odnosu do vere, ampak tudi v odnosu do česarkoli. Kajti najbolj zdravo in možno je živeti, če znamo sprejeti senčne strani sebe in drugih in vemo, da to ni tragično, ampak da tudi to eno bogatstvo življenja, eno polnost življenja, ker vidimo, kako lahko tudi te pomanjkljivosti nam razvevajo, kako je Božja ljubezen močnejša, kako so naši padci, grehi, slabosti in tako naprej. Dobro, imamo tukaj, se pravi, zdaj že pot vere, pot neodvisnosti, potem je še pot do Boga, še kakšna. Boste mogoče se začudili, ta pravi pot nevere. Kako bi lahko prav pot k Bogu, pot nevere? Tudi ljudje, ki ne verujejo, ki se imenujejo včasih
ateisti ali agnostiki in tako naprej, ne? Ja, je tudi neka pot k veri, k Bogu, temu smislu, ne? Tudi na nek način živijo svoj odnos do Boga in časih se niti ne zavedamo, če ne stopimo odnos do njih. In tukaj ti ljudje ne morejo večkrat verjeti v to, da Bog sploh obstaja. Pa hkrati pa iščejo dokaze zanj, ne? Ateizma, nevire je veliko vrst, ne? Tukaj ne govorimo o tistem agresivnem ateizmu, ne, ki se bori proti Bogu in vsemi transcendencijami in tako naprej, ampak o ljudeh, ki pravzaprav ne morejo verovati, ne, pa bi želeli verovati. Jaz sem že veliko takšnih ljudi srečal. Ne. Tudi sem srečal veliko takih zakonskih mož, ne, ki so se poročili s krščansko ženo in tako naprej in vidiš njem eno pristno bolečino, da ne more verovati. Ne. In spoštuje verne, ne. In spoštuje svojo ženo in spoštuje tudi vso njeno prizadevanje, da vzgaja otroke v veri, ampak ne more. Ne. Ali lahko rečemo, da ta živi brez Boga? Včasih katera od teh žen mi je rekla, veste, na koncu pa ima on več zaupanja kot jaz. Bolj zaupa, da bo šlo skozi in da bomo zmogli, kakor jaz, ki pravim, da verujem Boga in da verujem, da je on z nami. Ne? In mi je opora, pravi, ne? Ta neverni mož je njej opora verni. Ja, tudi taki so med nevernimi in zato jih ne smemo dati vse en koš. In glavna prednost je tudi teh ljudi, ne, da nobeno trditev religije oni ne vzamejo samo po sebi umevno. Ne. Pač tako je in se nič ne sprašuje. On se o vsem sprašuje in vedno znova išče odgovor. Ne. In nas tako uči tudi verne, da ne izključujemo odgovor, da se upamo tudi mi spraševati, da stopimo iz neke tiste nezdrave gotovosti, z neke zaslepljenosti, v katero so stopili in se izgubili farizeji pismuki ob Jezusu Kristusu. In niso zmogli prepoznati Božje delo v Jezusu Kristusu. Boga, ki je prišel k njim, Boga, katerega so izpovedovali in so rekli, verujemo in samo Boga verujemo. In so spregledali Boga. Ne? Kajti nehali so se spraševati, nehali so iskati. Drugo, mnogi zelo poglobljeno tudi razmišljajo o Bogu. Ne? Je zanimivo, ne? Včasih taki ljudje se lahko človek več pogovarja o Bogu, kako tisti, ki pravijo, da so verni. Ne? In ga včasih bolj zanima. Ne? In prav želi slišati, ne? Kaj so razlogi tvoje vere. Ne? Na kak način lahko ti veruješ. Ne? In potem mi večkrat, ja, kar onemimo. Ne? Se spomnim let, ko sem bil tukaj bogoslovec v Ljubljani, ne? In sem včasih se sprehajal tudi po gradu, ne? In včasih tak stopil klepet s kakšnim študentom, ki ga nisem poznal, ne? In največkrat sem naletel na take, ki niso bili verni tako, no? In so začeli spraševati, se zanimati in tako naprej, pa mi postavljati vprašanje, ne? Je bilo tista veliko večja šola teologije, ne? Kakor tam tej na fakulteti, ne? Ko sem bil pač med tistimi, ki nam je bilo vse jasno, razumljivo, vse v tistem jeziku, ne? Tam pa nisem vedel zdaj, kak njemu razložiti to, kar jaz verujem, ne? In kar pravzaprav se jaz tukaj učim na teologiji, kaj jaz berem v Svetem pismu, ne? Na kak način, kako to njemu razodeti, ne? In tako pravzaprav je večkrat, če upamo stopiti v pogovor tudi s temi, ki ne verujejo,
je pravzaprav to za nas ena velika milost, ne? Da mi začnemo premišljevati, ne? Da začnemo iskati poti, kako izreči, obesediti našo vero. Kako predstaviti Boga, v katerega verujemo, da bo lahko on na nek način začutil, da je to nekaj resničnega, da ni to neka iluzija, ne? Ampak da je nekaj, kar jaz vidim, prepoznavam na drugačen način, kot je zmožen on. Ali pa, da drugače pač vidim te stvari in da ni to nekaj narobe, ampak da je zadaj tudi en dar milosti, ki je žal še nima in mu bo lahko tudi dana, ali pa ne. Ne vemo. Ne vemo odgovora. In končno tudi ne, da mnogi tudi neverni, ne, ki ne verujejo Boga, koliko dobrega naredijo. Ne. Kakšni dobrotniki so, ne, kakšni prostovoljci, kakšni altruisti, ne, ne, koliko veliko dobrega naredijo, ne, po svetu. Ne. Tako da so nam lahko tudi kristjanom vernim vzor, spodbudo, da bi upali biti tako dobrotljivi, darežljivi, zastonski, kako so ti, ki ne verujejo Boga, ki nam vse daje, da bi lahko tudi mi vse dajali. Ne? Da se nam popolno podarja, da bi skupaj z njim tudi mi lahko postajali dar. In so tako res nam lahko velika spodbuda. Gotovo pa so tudi nevarnosti te poti, ne? In to zelo velike. Ne? Ena izmed nevarnosti je to, ne, da neverni večkrat pričakujejo, da mora Bog svojo navzočnost dokazati izključno na intelektualni način razuma. Ne? Hočejo razumeti, ne? Hočejo analitično priti do dokaza, ne? Da Bog je. Ne? Podobno kot pač Immanuel Kant, ne? Ki je hotel čisto razumsko dokazati obstoj Boga, ne? In dokazati smiselnost vere. Ne? In potem je omagal, ne? In je rekel, da lahko veruje. Zakaj? Ko pogleda zvezdasto nebo, ne? Mu kaže to na presežnost Boga. Ko pogleda v oči otroka, ne more, da ne bi izpovedal vero v njega. In ko prisluhne globini svoje srca, svojemu temu vesti, ne, imperativu, delaj dobro, ne more, da ne bi v vsem tem videl Boga zadnji. Ne. Ni ga pa mogel kljub vsej mogočnosti svojega intelekta in razuma nekje na en filozofski, razumski način dokazati. Kajti Bog se ne pusti ujeti v naš razum. Ne. In Bog nas pušča svobodne. Ne. Kajti če bi mi lahko dokazali razumsko, potem pravzaprav ne bi bilo več tega, da jaz se izročim, da zaupam, da vstopam v to skrivnost življenja, z veliko pisano, ta odnos do Boga, da mi pušča svobodo. Da je tukaj tisto, kjer me vabi, da grem preko sebe in se predam v tem življenju, njemu in ga spremem. In da me ljubi in mi želi dobro, spremem ali ga ne spremem. Drugo je, da njihov razum postane včasih kakor zid, ograja, ki preprečuje njim, da bi lahko za srcem začutili, spoznali, kako je Bog
v njih navzoč. Nekako zakrknejo svoje notranje čute, ne? Te duhovne čute, to notranjo zmožnost nas, da pridemo do Boga, da vstopimo v njegov odnos, da lahko nekje vidimo dovolj razlogov, da lahko verujemo. Ne? Kajti dovolj je razlogov, da ne verujemo in dovolj je razlogov, da verujemo. Ne? Obojega je dovolj. Ne? Enega in drugega. Ne? Tisti, ki ne veruje, ima dovolj razlogov, da ne veruje. In tisti, ki verujemo, imamo dovolj razlogov, da tudi verujemo. Zdaj je samo, kaj bom bolj pozoren, kaj bom sprejel in kaj bo v meni prevladalo, da bom jaz pravzaprav zaživel pot vere ali nevere. In da je to pravzaprav dar, da zmorem videti te razloge. Ne? In da se ne popolnoma zaprem v svoj razum, kako se mnogi prav neverni zaprejo in preprečijo, ne? Da bi lahko slišali razloge srca, razloge duha, ki mi je dan, in da bi lahko zaživeli to vero. No, potem je še ena pot, ki jo vsi bolj ali manj poznamo, ne, je pa pot vrnitve, ne, ki pravzaprav je zelo pogosta in po tej poti k Bogu nas hodi večkrat največ. Ne. Ko pravzaprav lahko kot mladi otroci in tako naprej sprejmemo vero, živimo vero in tako naprej, nam je samo po sebi umevna, gremo skozi vso to mladostno vzgojo, potem pa pride mladostništvo in pridejo takšne drugačne stiske, drugačne okolje, drugačni prijatelji in vse to, ne? In se vera zapusti, ne? Pač grem živeti svoje življenje, svoj life, kot mnogi rečijo. Ne? In tukaj je v resnici mnogo ljudi, ki po tej poti stopajo. Ne? In potem se enkrat v življenju zgodi obrat. Ali pri 30, 40, 50 letih, ali starši ob otrocih, ne? Ali kdo, ki ima vse, kar si lahko privošči, pa naenkrat kar se začne spraševati, ali je to vse, za kar živim. A ni nič več. Ali pride včasih kakšen velik uspeh, propadejo naši načrti in tako naprej. Ne? Ali pride smrt, najdražjega, lahko otroka v družini, lahko moža, žene, ali staršev tudi, ne? Ali prijatelja. Ne? In naenkrat ne morem več verjeti, da bi življenje bilo samo to, da mora imeti eno večjo razsežnost. In prednosti te vere, ne, te poti je tudi to, ne, da ti ljudje, ne, ki so doživeli padec v nevero, ne, v oddaljitev od Boga, od skupnosti, cerkve in tako naprej, ja, na novo odkrijejo dar vere, ne. Odkrijejo Boga na nov način. To je kot kaže ta zgodba o izgubljenem sinu, ne? Če se spomnimo, ne? Kako je ta izgubljeni sin na novo odkril očeta, ne? Ko ga je pravzaprav zapustil, ko se mu je zdelo, da ga ne rabi in tako naprej, ko je vse zapravil, kar mu je dal, ne? Je on odkril šele očeta. On je starejši brat, pa je bil skozi očetom, pa ga ni poznal. Ne? In ni vedel, da je vse, kar je njegovo, tudi od očeta, tudi njegovo. Ne? In da je nekaj najlepšega, da je lahko z njim. In ni vstopil v to veselje očeta. Ne? Potem pogosto ugotavljajo, ne, da se morajo
na novo poučiti, ne, da morajo iti v globino tega, kar so zapustili, kajti začutili so, da je tam vir življenja, da je tam tisto, kar potrebujejo. In tudi bolj cenijo svoj duhovni dom, ko ga zopet najdejo. Kajti nevarno je, ne, ker če smo skozi noter, ne, da sploh ne vemo. To je tako, kar pravimo, ne, če ne greš ven izven Slovenije, ne, sploh ne veš, kakšen dar je, da si v Sloveniji. Ne. Kako nekaj čudovitega je. Ne. Če si skozi doma in nisi prisiljen iti kam v tujino ali kam drugam, sploh ne veš, kako ljubo je doma. In blago njemu, ki dom ima. Ne. Tako včasih pravzaprav, ja, je posebna milost, ne, da čutimo in zaznavamo, kako nekaj čudovitega je, da lahko verujemo, da pripadamo neki skupnosti, da smo noter. Ne. Da ne čutimo, kako da smo prikrajšani. Ne. In se rečemo, blago njim, ki ne verujejo. Ne. Groza, ne, včasih. Kakor tisti vinogradniki, ne, ki so bili najeti že zjutraj, ali pa tisti, ki so prišli potem zadnjo uro, ne, in ti, ki so bili skozi, so mislili, kako so prikrajšani. Ne. In se sploh niso zavedali, kakšna milost je, da so lahko bili oni že skozi tam. In da so imeli oni gotovost, da bodo dobili tisto, kar rabijo. Ne. Kaj pa vse so mogli oni doživljati, ko so čakali zadnjo uro, da so bili povabljeni, da so bili najeti. Ne. Ja, to je ta nevarnost te naše, lahko, da sem na poti vire, pa ne vidim, kakšen dar je, kako je nekaj čudovitega, da lahko verujem, da sem v tem, da pripadam temu, tej skupnosti in tako naprej. Gotovo je pa nevarnost, ne, prav tukaj tem, da ko človek zapusti skupnost, cerkev in tako naprej, ali pa tudi Boga, da ne zbore toliko ponižnosti, toliko moči, da bi se vrnil, ne? Da ga je preveč sram, ne? Ali pa da ne verjame, da je lahko Bog večji, kakor pa njegova zavrnitev njega. Ne? In da drugi kristjani pač bodo sprejeli tudi to, da je pač bil enkrat tudi odpadel. Ne? Da je to pač del poti življenja. Ne? Da to ni nič dokončnega, ne? In nekaj sramotnega. Ne? Ampak da je to tudi del poti življenja. Kar je nekdo rabil na svoji poti, da bi odkril dar, ki mi je bil dan. Ne? Gotovo pa je tukaj potem od nas, kristjanov in tako naprej, vernikov, velika odgovornost, ali znamo te ljudi sprejeti. Ne? Ali se znamo z njimi veseliti, da so odkrili zopet ta dar vere, ta dar skupnosti. Ne? Da ne pademo v skušnjavo tega starejšega brata. Ne? Da nekako ne rečemo, ja, kaj zdaj ta, ne? Zdaj pa bom mislil, koga je. Ne? Kaj je zdaj on odkril. Ne? Zdaj nas bo pa še on učil, ne? Kak je treba moliti, ne? Kak je treba živeti krščanstvo. Mi smo že toliko noter skozi. Ne? Ja, ampak problem je, ne, če smo noter, pa nismo noter. No in potem še ena pot raziskovanja je nekje, ja, da nekateri ljudje so nekje tisti, ki vedno iščejo, vedno raziskujejo. To je pač dano v njihovo naravo. Ne? In prednost je, da znova odkrije tudi vrednost svoje religije. Ne? Da so bolj hvaležni za to, kar najdejo, kar odkrije in tako naprej. In da ne jemljajo nekaj ničesar kot samo po sebi umevno. Ne? In to je, tak človek bo vedno raziskoval. Nevarnost pa je, ne, da se zapremo na nedoslednost v raziskovanju. Ne? Nekateri rečejo, da iščejo, pa vendar, kako da niso odprti, da bi res tisto, kar najdejo, sprejeli. Ne? Ker lahko se jaz zaprem in nočem videti tega. Ne? Kot pravi Jezus s pismovkom, vi iščete v pismih, v Svetem pismu mene, pa me ne najdete. Ne? Ker mislite, da že Sveto pismo poznate, ne? Da ga že prav berete. Ne? In to je tisto, ne? Ali sem odprt,
tako, da bom res našel njega, ki ga iščem, ali pa samo na videz iščem. Ne? Potem tudi, da se ne odločijo za nobeno tradicijo tudi, ne? Ker jim nobena ne ustreza, ker nobena ni čist dovolj prava. Ne? Ali pa je tudi to, da vedno samo raziskujejo in se za nič ne odločijo. Ne? Odločitev je vedno ločitev. Ne? Da se moram, če se za nekaj odločim, se moram ločiti od drugega. In iti v nekaj, potem bom lahko pravzaprav zaživel. No, in zadnja pot, ki je tudi pot k Bogu, ne, in na katero lahko hitro tudi pademo, tudi si je pa pot zmede. Ne. Je nekje pot, ne, ko je tak človek enkrat zelo zagret, drugič popolnoma hladen, enkrat popolnoma navdušen, drugič potem čisto vse eno mu je in tako naprej. Ne. Pravi, da nekje tako eno kolobocijo čustev, čutenj, razmišljanj in tako naprej, ne, ni neke vztrajnosti. Ne. Gotovo je naprednost je to, da nekaj iščijo, da nekaj raziskujejo tudi, ne, in da nekje tudi počasi lahko pride do ene globoke vire. Nevarnost pa je tudi to, da se počasi utrudijo in vse skupaj pustijo, ne. Ker nekako se ne morajo za nič odločiti. Ne. Je nekje, ne morajo sprijeti, da je tudi pot vire ena pot nasproti, ne. Da ni nekaj, kar pravzaprav je samo po sebi umevno. Ne. Da je tukaj Bog, ki nam je blizu in nam je daleč. Bog je sama nežnost, pa ki je tudi ena trdnost, ne. Ena pravičnost, ki jasno pove, ne, in postavi meje. Da je Bog tisti, ki je pravi človek, pa krati tudi pravi Bog v Jezusu Kristusu kot tak. Ne. Nekaj, kot da nekaj nezdružljivega je v njem združljivo in tudi tej naši hoji in življenju z Bogom. In glavna nevarnost je tukaj prav ta zmeda, to, da jaz nekje ne grem v to, tudi ta boj vire, ne? Tudi soočanje z vsem tem, kar je. In katera pot je zdaj najboljša? Ne? Pravzaprav smo lahko videli na nobeno. Ne? Vsaka ima dobre in slabe strani. Ne? In tudi vsaka pot, lahko je tudi pot, ki jo včasih tudi mi ljudje, tudi verni hodimo. Ne? Včasih tako je drugo pot k Bogu, ne? Čeprav se imenujemo verniki. Ne? Pravzaprav je to lahko navzoče tudi vsakem izmed nas. Lahko vidimo tudi v zgodbi svojega življenja kot tak. Ne? In da je tudi vse to del poti k njemu. Ne? In tudi del našega duhovnega življenja, življenja z njim. In da je tisto, kar je najpotrebnejše, odkriti in sprejeti svojo pot. Videti, kakšna je pravzaprav moja pot. Ne? Kakšno pot pravzaprav jaz hodim. Tudi kot kristjan, kot vernik. Ne? In kako se lahko in iskati način, kako se lahko Bogu bolj približam. Ne? Da grem preko tega, da spremem to različnost, drugačnost, različnih poti, pa ljudi in tako naprej. In hkrati tudi to, ne, da ne rečem, ti si slabši, ti si boljši, jaz in tako naprej, ampak da rečem, vsak izmed nas hodi pot. In vsak izmed nas je poklican, da bi prišel čim bolj v ta odnos z Bogom in ga živel z njim. In ignacijanske duhovne vaje, ne, če se še malo vrnem k nam k jezuitom, ne, in Ignaciju, ki daje duhovne vaje, dal to knjižico kot duhovne vaje, ker je nekje osebno spremljanje tistega, ki gre duhovne vaje, je prav to bil cilj, ne, kako verjeti, da Bog spremlja, je navzoč in vodi vsakega človeka k sebi. Ne. Da ni človeka, ki ga bi Bog ne iskal in bil na nek način navzoč v njegovem življenju.
In da je najpomembnejše to odkriti, pomaga temu, ki vstopi duhovne vaje, da odkrije, kako ga Bog vodi in da bi naredil en korak naprej na tej poti. Ne. Da ni nekje eno sam zunanje poučevanje, ne, ampak je, kako človeku pomaga, da se ustavi, da vidi svoje življenje, da prepozna, kako je Bog njem navzoč in kako ga vabi, da bi še mu dopustil, da bi lahko bil bolj navzoč v njegovem življenju, da bi še bolj živel z njim svoje življenje, da bi tako, njegova duhovnost bila bolj celostna, bolj rodovitna. Ne? In da je tako lahko ta pot, pomoč tistim, ki hodijo po poti vire, ali poti neodvisnosti, ali poti nevire, ali poti vrnitve, ali poti raziskovanja, ali poti zmede. Ne? Da vsak pravzaprav lahko, če mu dopustimo in smo ob njem, naredi korak naprej k Bogu. In tem, kar bi želel, je prav to, ne, da bi videli to različnost, drugačnost različnih naših poti, tudi nas vernih, kako tudi drugih, da pravzaprav vsak na svoj način hodi pot k Bogu. In da bi bili ne obsojujoči, ampak tisti, ki bi zmogli to prepoznavati, videti in se veseliti, kako je Božja ljubezen iznajdljiva in kako na najrazličnejše načine vodi k sebi svoje otroke, svoje sinove in hčere. In da do konca ne bo odnehal od tega, da bi vsakega izmed nas privedel k sebi. S tem bi zaključil.